Razstava Atopično telo Marjana Gumilarja v galeriji Kurna je na nek način en zanimiv hibrid. V zgodovini nekje galerije Kurna, ko sem pobrskal nazaj, sem ugotovil, da se še nikoli ni zgodilo, da bi imel avtor istočasno samostojno razstavo, ampak bi imel dvojno vlogo, se pravi, da bi bil na eni strani avtor, na drugi strani pa tudi kustos razstave. Ta eksperiment je mene zelo zanimal, zaradi tega, ker se dostikrat z umetniki pogovarjam o razstavah, ki so v tem prostoru in dobim zelo različne in zanimive odzive. Na kar se mi je zdelo zanimivo, da bi nekje združil to idejo, se pravi samostojne razstave z doprinosom enega kuratorstva avtorja samega. In to je bila na nek način izhodiščna ideja, ki sem jo predstavil Marjanu Gumilarju in jasno, ker je pač Marjan Gumilar odprt človek in ga zanimajo širši diapazon v likovni umetnosti, se nekako navdušil tudi za to idejo in nekako sprejel izziv in nekako postavil to razstavo, ki je zdaj na ogled v galeriji Kurna. Zanimiv je pri tej razstavi, če jo na nek način analiziramo zdaj iz te pozicije, se pravi, da je avtor in kustos v eni osebi, se pravi, da je glavni igralec in režiser v isti osebi, je namreč kakšen izbor je naredil. Se pravi, poznal je svoje zadnja dela, ki jih je nameraval razstaviti, in po drugi strani je iskal umetniška dela, ki bodo nekje zvenela v tem njegovem osnovni postavitvi ali pa osnovni ideji. Marjan Gumilar je po eni strani, njegovo slikarstvo je zelo, kako bi rekel, nekje med analognim, takim klasičnim, visokoestetskim in perfekcionizmom, in po drugi strani se naslanja rahlo na koncepte. In tle se mi zdi, je pa ta konceptualni del ostali del razstave z deli, ki jih je izbral, nekako dopolnil, kako bi rekel, njega kot avtorja. V tem smislu se mi zdi zelo zanimivo, da je izbral različne medije, se pravi, niso samo slike, imamo video, imamo film, Marjan Gumilar je velik ljubitelj filma in imamo objekte. In ni se omejil zgolj na slovenski prostor, ampak je šel, kako bi rekel, je avtorje oziroma dela iskal tudi na nek način v tujini. To gre predvsem za njegove znance, za njegove prijatelje, umetnike, ki pač ustvarjajo v drugih državah. Zanimivo pri temu mogoče, pri tej postavitvi je to, da je bila koncipirana tako, da gledalec nekako
je postavljen v pozicijo, da se mora premikati po galeriji od umetnine do umetnine in vzpostavljati svoj odnos. Se pravi, da ni šlo za na nek način harmoniziranje ali pa ločevanje del Marjana Gumilarja v en prostor in vsa ostala dela v drug, ampak je šlo za nek preplet, ki vzpostavi gledalca v odnos, kjer potuje od umetnine do umetnine in mora vzpostaviti lasten odnos do te umetnine. Taka razstava se mi zdi zelo zanimiva tudi z vidika neke vrste analize ali pa umetnostno-zgodovinske analize. Namreč v tej razstavi niso predstavljena samo kako bi rekel, dela Marjana Gumilarja, ampak je predstavljen tudi njegov izbor. In ta izbor zelo veliko pove v neki poziciji do njegovih del, o njegovih delih, o njemu samu in pa seveda o tem, o čemer on razmišlja. Se pravi, včasih o stvareh, ki so mogoče ima avtor občutek, da mu manjkajo v njegovih delih, nekako dopolne z deli, ki pač jih sam nekako niso v njegovem, kako bi rekel, razmišljanju ali pa ustvarjalnem naboru. S tem spoznamo avtorja širše in tudi bolj osebno, se pravi, vidimo njegove afinitete, vidimo, kaj ga zanima, kaj se mu zdi likovno zanimivo. In to se mi zdi čist iz enega analitičnega gledišča, iz ene analitične pozicije, ko bi pisali pač o delu Marjana Gumilarja, izredno zanimivo.